Pozdravljeni v tokratnih pogovorih, ko pred evropskimi volitvami, ki bodo 9. junija, intervjuvamo nosilce list za evropske volitve. Tokrat je z nami evropska poslanka in nosilka liste stranke SDS, Romana Tomc. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Ekonomistka, specializirana za področje davkov in podjetništva, ki niso tuje, tudi vodstvene funkcije. Politično ste delovali na področju dela, družine in socialnih zadev, pa tudi v strokovnem svetu, ki ga ima stranka kot nekakšno vlado v senci, vodite to področje. Bili ste poslanka Državnega zbora, zdaj pa zadnjih 10 let evropska poslanka v politiki, torej že zelo dolgo. Kaj vas je pravzaprav pripeljalo v politiko oziroma zakaj še vztrajate v tem poslu? Zanimivo. Zdi se, da je že kar dolgo, pa vendarle ni tako zelo dolgo. V politiko sem vstopila, bi rekla, leta 2008, ko me je čisto en navaden razpis pripeljal na Ministrstvo za delo in družino, kjer sem prevzela, v bistvu to ni bila niti funkcija, ampak je bilo delovno mesto vodje direktorata za delo in pravice iz dela, torej za zaposlovanje, za pokojnine in tako naprej. In po pol leta očitno so bili kar zadovoljni z mano, ker sem potem dobila tudi nov 4-letni mandat. V tistem času pa očitno so vseeno rezultati pokazali svoje, tako da so me povabili pravzaprav v stranko, da kandidiram z obrazložitvijo, da če bom kandidirala, bom prinesla neko dodano vrednost, kar si štejem seveda kot neko pohvalo za moje dotedanje delo. Potem je šla pa pot sorazmerno tako lepo naprej, nobenih kakšnih hudih preskokov. Učila sem se, moram reči, da sem zelo trdo tudi delala, ne štejem noči, ker nisem želela samo tako malo populistično razlagati razne floskule, ki jih je čisto preveč v politiki, ampak sem želela tudi vedeti, kaj govorim in se spoznati na neko področje. Tako da mislim, da to daje rezultate, to tudi pri meni šteje, na takšen način razvoja neke kariere tudi stavim in mislim, da je edino pravilen. Omenjate rezultate. Kaj bi izpostavili recimo kot rezultate teh 2 mandatov evropske poslanke? V čem je Evropa zaradi Romane Tomc danes drugačna, kot bi bila? Glavna naloga nas poslancev v Evropskem parlamentu je, da glasujemo. To se pravi, štejejo naši glasovi, kako smo se v določenih primerih opredelili, smo bili za, smo bili proti in lahko rečem tako, zelo težko bi kakšna posamezna glasovanja izpostavljala, ampak da sem vedno glasovala po zdravi pameti, za recimo vedno v mislih tudi Slovenijo, ali bo to dobro ali slabo vplivalo na našo državo. Zelo sem bila pozorna, kako bo to vplivalo na gospodarstvo. Sem namreč velik zagovornik odprtega gospodarstva, konkurenčnega gospodarstva, ker ima nenazadnje to tudi vpliv na ljudi. Močno, dobro gospodarstvo, to večkrat poudarjam, je tudi najboljše zagotovilo za to, da bomo imeli dobro socialo in da bo blagostanje ljudi večje. Sicer pa zraven tega, da glasujemo, delujemo še v raznih odborih, pododborih. Pomembno je, kako si se uveljavil v svoji politični skupini, ker kot eden izmed 705 poslancev imaš samo en glas. Ampak ti moraš ustvariti neko kredibilnost v skupini, da pritegneš celo skupino, da ti prisluhne. In recimo, če pogledam, po čem bi me v skupini prepoznali, potem bi rekla, da me zagotovo prepoznajo potem, da sem vedno izpostavljala Slovenijo na področju vladavine prava, na področju medijev. To je ena stvar. Druga stvar, da sem, bi rekla, eden izmed nosilcev področja demografije v naši politični skupini, celi politični skupini in tudi širše v Evropskem parlamentu med vsemi političnimi strankami, sem tudi sopredsedujoča skupini za demografijo. To je malce manj znano tukaj pri nas, zaradi tega, ker se veste, tako je, kot mediji poročajo ali poročate, toliko
ljudje vejo o tem, kaj počnemo. Jaz na tem področju zelo veliko počnem in pa izpostavila bi pa še enega izmed, bi rekla, zadnjih res velikih projektov, ki so trajali dolgo in tudi doživeli velik uspeh, to pa je peticija, na kateri sem delala več kot leto dni, to se pravi peticija proti ukinitvi oziroma za obsodbo komunizma kot totalitarnega režima in za sanacijo vsega tega, kar je sedanja vlada naredila s tem, da je ukinila dan spomina na žrtve komunističnih zločinov. Kot rečeno, začelo se je že dolgo nazaj, težka pot je bila, da smo to pripeljali na odbor. Zahvala vsem, ki so to peticijo podpisali, ker brez tega ne bi bilo nič. Zahvala seveda tudi dr. Ferencu, ki je to resnično s srcem in na dostojen način predstavil tudi v Evropskem parlamentu in prav ta teden, bi rekla, je drugi korak v elitnih prostorih in na elitnem prostoru Evropskega parlamenta bo tudi razstava pod Macesnovo gorico. Tako da sem s tem zadovoljna in tudi zelo ponosna. Je ta razstava povezana s to peticijo? Ali na nek način je. To sta sicer dva ločena dogodka, ampak gre pa to z roko v roki, obravnava in naslavlja pa iste teme in pač zdaj vem tudi Evropski parlament, kaj se v Sloveniji dogaja. Moram reči, da so bila vprašanja, ki so mi jih postavljali moji kolegi, ko smo vložili to peticijo, in tudi zdaj pri razstavi dokaj nenavadna, za njih zelo običajna, za nas pa nenavadna. Namreč rekli so pa dobro, kaj se vi zdaj s tem še ukvarjate, saj vendar Evropski parlament je že tolikokrat obsodil zločine komunizma in prepoznal komunizem kot totalitarni sistem in režim. Zakaj se vi še vedno s tem ukvarjate? In jasno odgovor je ravno zato, kljub temu, da je Evropa to že zdavnaj, bi rekla, pustila za sabo, priznala, kar je bilo hudega v Sloveniji, tega še nismo uspeli narediti, zato to ostaja še ena boleča točka zgodovine. Jaz upam, da bodo tudi te razprave v parlamentu prinesle, bom rekla, en korak naprej, da tudi v Sloveniji potegnemo črto tukaj. Je peticija že dala kakšen, so obravnavi peticije na odboru Evropskega parlamenta že sledili kakšni konkretni koraki? Takoj so sledili konkretni koraki, namreč odbor je tudi na moje presenečenje, saj veste, Evropski parlament je politična institucija in tam velikokrat ena stran, v tem primeru leva stran, kar tako nasprotuje vsemu, kar nekdo drug predlaga. Tokrat ni bilo tako, celo socialisti so nekako potrdili vse tisto, kar je odbor obravnaval in sprejel. Sprejeti so bili zaključki, sklepi in te sklepi so bili poslani slovenski vladi Roberta Goloba v obravnavo in v odgovor. Iščejo se in zahtevajo se pojasnila. Kolikor sem nazadnje preverjala, rok je že zdavnaj potekal za te odgovore, vendar Evropski parlament še ni dobil odgovora od slovenske vlade, ki je bila v prvi vrsti vprašana, pa vendar zakaj ste ukinili dan spomina na žrtve komunizma. Zakaj ste to naredili? No, nikomur ni jasno, pač tako kot sem rekla, kolegi so spraševali, pa katera vlada bi vendarle naredila kaj tako nerazumnega. Omenjate glasovanje, večkrat se sliši nekako, da ste znotraj Evropske ljudske stranke vendarle nekoliko samosvoji, posebej recimo na teh področjih, ki se tičejo vrednot, večkrat ne glasujete v skladu z recimo temu usmeritvijo, ki jo da Evropska ljudska stranka. Ostajate, oziroma kako močna, kako enotna je recimo v tem pogledu trenutno Evropska ljudska stranka kot politična skupina? Evropska ljudska stranka je največja politična skupina. Imamo člane, poslance iz vseh evropskih držav članic, in kot taki smo seveda marsikdaj tudi različnih pogledov,
Prav gotovo se naši kolegi iz severnih držav, Danske, Švedske, Finske, v mnogočem razlikujejo in so jim druge stvari bolj pomembne kot tistim, ki prihajajo recimo z Grčije, z Portugalske, Italije in tako naprej. In tukaj se tudi naša mnenja krešajo. Mi vedno dobimo usmeritve in lahko rečem, da tudi mi, slovenska delegacija, se v veliki večini primerov lahko popolnoma poistovetimo s tem, kar zagovarja Evropska ljudska stranka, vendarle delimo enake vrednote, zato smo tudi v tej stranki. Ampak so pa detajli, v katerih se pa razlikujemo in meni se ne zdi to nič narobe. Se mi zdi pa ključno, kaj bo pa naprej, a ne? Ne bi rekla, da je Evropska ljudska stranka razdeljena, smo pa različnih pogledov za določena vprašanja. In zaenkrat je bilo veliko tudi takšnih kolegov, ki so rade volje prisluhnili levemu polu parlamenta in marsikdaj glasovali tudi tako, da bi rekla, da je levica prevladala. Vse kaže, da v naslednjem obdobju po volitvah ne bo več tako in da bo tudi znotraj naše stranke večinsko prevladal tisti del, ki zagovarja povezovanje na desni. Tudi sama ga zagovarjam, vendar je pa jasno, ne, da čisto z vsakim in za vsako ceno se ne bomo povezovali, ker jasno, da vemo tudi to, da obstajajo tako na levi kot na desni neki ekstremisti, ki so tam zato, da bodo rušili Evropo od znotraj, ki so namesto pro-ukrajinski, so pro-ruski, ne, in še kakšne takšne neumnosti in z njimi se seveda ne bomo povezovali. Ampak recimo z ICR-om, ki ima v veliko primerih res takšne rešitve, pa takšne amandmaje, ki jih zlahka lahko podprem, jaz ne vidim nobenih težav, celo prednost. Jaz mislim, da Evropa je bila dolgo časa pod vplivom levih sil, raznih levih sil, ne. Ta prebujenska ideologija se je zažrla v vse pore, ne, našega odločanja in najbrž je Evropa in evropske institucije z njo tudi zaradi tega v takšnem stanju, kot so. To se pogosto očita tudi recimo Ursuli von der Leyen, ne, ki je zdaj še vedno vaša špicen kandidatka, ne, same Evropske ljudske stranke, pa vendarle na kongresu v Bukarešti ta podpora ni bila tako enotna, kot bi se zdelo, ne, velik del poslancev, recimo velik del delegatov ni glasoval in s tem nekako izrazil tiho nasprotovanje, SDS pa je celo javno povedala, da Ursula von der Leyen ne podpira. Kako enotno torej gre, oziroma kako ta smer, kako se kaže ta smer, ki omenjate glede na vašo, vodilno kandidatko? Res je, pravilno ste ugotovili, ne. Ursula von der Leyen je bila sicer izvoljena kot naša špicen kandidatka, so jo izvolili, ne, vendar ta izvolitev ni bila zelo prepričljiva, če štejemo dejstvo, ne, da imamo približno 800 delegatov, ki imajo pravico glasovanja in je dobila samo polovičko od tega, ne. To ni ravno bleščeč rezultat, tega se tudi sama zaveda. Vem, da je bila razočarana zato, da smo pa mi, ne pa še mogoče kakšna delegacija, izrazili tudi javno nasprotovanje njeni izvolitvi, drugi pa so ravno tako nasprotovali, ampak so bili pragmatično tiho, pa kaže tudi na veliko stopnjo poguma. To, da to rečeš javno, se opredeliš, zahteva neko odločnost in pogum, ker si potem tudi izpostavljen v skupini. Imamo razloge za to, zakaj jo ne podpiramo. Jaz mislim, da Ursula von der Leyen je všečna voditeljica, da lepo nastopa, vendar da je bilo njeno delovanje v preteklih 5 letih pač pod vplivom levih komisarjev, da je nekako kljub temu, da izhaja iz Evropske ljudske stranke, bolj prisluhnila levici, da je velikokrat pozabljala na nas, smo jo opozarjali tudi na Slovenijo, ne. Nikoli ni izrazila zaskrbljenosti, kaj se v Sloveniji dogaja. In jaz
mislim, da bi lahko našli močnejšega voditelja, boljšega voditelja. Če me zdaj vprašate, kdo bi to bil, seveda imena nimam, pa vendarle ne pozabiti na to, kaj se je dogajalo pred 5 leti. Naš špicen kandidat je bil 1 leto in je opravil res veliko delo, Manfred Weber, ki ostaja predsednik stranke in predsednik naše poslanske skupine, vendar so ga, bom rekla, politično zamenjali v zadnjih dneh in kar naenkrat se je pač pojavila Ursula von der Leyen. Bistveno pri tem je, da ima ta kandidat tudi širšo podporo med voditelji, predsedniki in predsednicami vlad, ker tam je pomembno, tam se stvari nekako podrejo ali pa zgradijo naprej, in Manfreda Webra so podrli, zgradili so Ursulo von der Leyen. Tako da kljub temu, da je vodilna kandidatka, njena izvolitev še zdaleč ni tako zelo zanesljiva. Najprej torej predsedniki vlad, zato ona lobira tudi pri Golobu, predvsem pa pri Macronu, v Nemčiji kot nemška kandidatka ima podporo zelenih in socialistične vlade. To nas absolutno zelo moti, ker je ona očitno kandidatka, vseh drugih samo EPP-ja. Kaj se bo zdaj v zadnjem hipu zgodilo, bomo videli. Potem, ko prestane odločanje med predsedniki vlad, pa gre odločanje v Evropski parlament, to se pravi nova sestava parlamenta, bo tista, ki bo potrjevala komisijo, ampak, pozor, glasovanje je tajno. Glasovanje je tajno in glede na rezultat, kakršnega je ona dosegla na našem kongresu, kjer je bilo sicer tudi tajno glasovanje, je njena izvolitev pač ne tako zelo zanesljiva, dajmo tukaj ostati. Se lahko zgodi, da bi recimo SDS iz Evropske ljudske stranke izstopila, če bi na primer se ponovno zgodila koalicija, kakršna je bila v preteklem mandatu, oziroma da bi recimo Ursula von der Leyen Evropsko komisijo v imenu tudi EPP-ja, ne nazadnje vendarle kandidatka EPP-ja, peljala v isto smer, kot je šla Evropa v zadnjem mandatu. Ja, poglejte, politika je stvar kompromisov. Tisti, ki misli, da bo prišel v Evropski parlament, bo udaril po mizi in bo tako, kot on zahteva, se zelo moti, ne pozna politike in pravzaprav so to škodljivi populisti. Tako da mi smo, bom rekla v narekovajih, zdržali z Ursulo von der Leyen, smo poskušali predlagati svoje rešitve tam, kjer je bilo to mogoče, nabrati dovoljšno podporo, tako da bomo po volitvah, ko bomo videli, kam se stvari obračajo, razmišljali o teh stvarih. V tem trenutku o tem ni nobene razprave pri nas doma, da tako rečem. Ni na mizi izstop. Ne, absolutno ni na mizi izstop iz Evropske ljudske stranke. Bomo tisti, ki se bomo ves čas borili in bomo aktivni in glasni pri tem, da želimo povezovanje na desni strani. Je pa tako, da koalicije v Evropskem parlamentu, stalne koalicije, tako kot je pri nas doma, ni. Koalicije se sklepajo za določene dosjeje, za projekte, ni pa te stalne koalicije. Ampak kot rečeno, želimo si, da Evropa zadiha bolj desno. Tudi med slovenskimi poslanci iz Evropske ljudske stranke je bilo zaznati kar nekaj napetosti, različnih mnenj, tudi zelo ostrih kritik. Kako to, da ste niti recimo v isti poslanski skupini, recimo oziroma delegaciji iz Slovenije, 4 poslanci, niste uspeli nekako enotno recimo nastopati in v tem smislu zagovarjati interesov Slovenije? To je najbrž vprašanje, katerega imajo tudi kakšne druge politične skupine iz posameznih držav, kjer je situacija takšna, kot je naša, kjer smo 4 poslanci iz 3 različnih strank. In vsakdo pravzaprav odloča po svoji vesti, vsakdo potem nosi tudi odgovornost za to, ko se odloči. Mi se dobivamo, se pogovorimo, če ima kdo kakšne težave, tudi pove, da pač ne bo mogel glasovati tako, kot glasuje. Ampak jaz sem vodja delegacije, nisem pa nek šef v smislu,
smislu, da ukazujem komurkoli, kako mora glasovati. Se pogovorimo, moja dolžnost kot vodja delegacije je, da potem stranko tudi obvestim, kako bo moja skupina glasovala, tako da smo za glasovanje pripravljeni, ampak kot rečeno, politično odgovornost nosi vsakdo sam in meni se zdi to pač demokratično. Bi si želela, da bi bili kdaj bolj poenoteni, ampak če temu ni tako, pač ni tako. Bi ste uspeli recimo v prihodnjem mandatu poenotiti morda tudi z poslanci preko sredine, preko pola, da bi recimo, ko gre za Slovenijo, lahko slovenski europoslanci nastopili z enotnim glasom. To se zgodi sorazmerno zelo redko, pa še tam morda pri manj pomembnih stvareh, ko se na nekem zemljevidu Slovenijo narobe označi, ko gre pa recimo za bistvene stvari, pa nekako te enotnosti ni zaznati. So, bi rekla, takšne stvari, ki so izrazito politične narave, kot je recimo, kako so naši levi kolegi ves čas napadali vlado v času predsedovanja, vlado Janeza Janše. To so bili politični napadi, ki niso imeli nobene osnove, imeli so pa podlago v tem, da so imeli na levi strani večino, zato so njihovi predlogi tudi uspevali. Tukaj se absolutno ne moramo poenotiti, mi bomo vedno na strani, ko bomo pač branili svoje vrednote in se borili proti lažem. Potem so pa druge stvari, ki so pa bolj vsebinske narave, kot je recimo glasovanje o tem, zdaj mi pride na misel, bilo je nekaj takih, ampak eno izmed pomembnejših se mi je zdelo, kakšno leto ali dve nazaj smo glasovali o tem, ali se jedrska energija uvrsti med tako imenovano zeleno energijo ali ne. Če pogledate širše, Sloveniji je v res velikem interesu, da zgradimo drugi blok nuklearke, ker to pomeni našo energetsko neodvisnost. Se pravi, to je širši interes Slovenije. Ni politične narave in tukaj jaz ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi skupaj glasovali. In večina, tudi iz leve strani, nas je glasovala, mi vsi na desni strani, pa tudi nekateri na levi smo glasovali za to, medtem ko so bili pa tudi eni poslanci, ki so pa celo tukaj glasovali proti, ne vem zakaj, jaz mislim, da so tukaj povozili slovenski interes, ampak kot rečeno, politično odgovornost nosijo sami. Pakt o migracijah je bil nedavno sprejet, šlo je za 10 dokumentov, ki so nekako bili, v katerih se je glasovalo ločeno, hkrati pa je pakt obveljal samo v primeru, da je bilo vseh 10 sprejetih, bili so sprejeti, vendarle tesno, sami ste podprli 3 od 10. Zakaj? Res je. Poslušam zdaj, kaj vse govorijo tudi moji konkurenti na evropskih volitvah. Ta populizem je škodljiv kadarkoli, tudi v tem primeru. In nekateri celo mislijo, da je migrantski pakt en dosje, ki smo ga podprli ali ne podprli. Vi veste več in veste, da je to 10 različnih stvari in z veliko stvarmi se jaz tukaj strinjam. Zato sem tudi 3 od njih podprla, ki govorijo o tem, da je treba bolj skrbno nadzorovati naše meje, da je treba pohitriti postopke, da je treba večji pregled nad tem, kdo prihaja v Evropo, da je treba enotnejše postopke, da je treba stvari in težave, ki jih imamo, zaradi tega, ker ljudje pridejo množično sem in potem ne vemo, kaj z njimi reševati zunaj naših meja, v tretjih državah, kjer se že mora preverjati, kdo so tisti, ki lahko pridejo v Evropsko unijo in proti legalnim migracijam mi nimamo nič. Seveda smo pa ostri nasprotniki ilegalnih migracij. To se pravi, mnogo je dobrih stvari. Zame je bila rdeča linija, tako ji mi rečemo, pač področje, ki obravnava obvezno solidarnostno prerazporeditev ilegalnih migrantov. Obvezne solidarnostne prerazporeditve zame ni. To je izmišljen, to je konstrukt, neka skovanka. Če je solidarnostno, je solidarnostno. Solidarnostno jaz pomagam vam, ko ste v težavah. Če je pa obvezno, je pa obvezno. Tako da tukaj smo si popolnoma na jasnem. Kaj me pri tem moti? Moti me to, da te države, ki so zunanje države, naše šengenske meje, so dolžne
varovati šengensko mejo po svojih najboljših močeh in so seveda tiste, ki so odgovorne za to, da ne prihaja do ilegalnih migracij. Če v tem primeru so na nek način, po moji oceni, odvezane tega skrbnega varovanja, veste, ker imajo v ozadju vedno neko rešitev, ki se ji reče, če jih bo pa pri nas preveč, bomo pa tako ali tako dobili pomoč vseh ostalih, če jih je pri nas prišlo tukaj nekaj tisoč, bomo jih mi lepo poslali naprej po Evropi in meni se zdi, da smo jih s tem odvezalno tega skrbnega varovanja zunanje meje in se mi ne zdi pravično. Bom tako izval. Zdaj, ker je bilo potrebno sprejeti vseh 10 dokumentov, da je pakt bil sprejet ali pa bi padel, ste vedeli, da bo dovolj glasov in je bilo to bolj stvar prestiža, ali ste bili pripravljeni tudi riskirati, da bi celoten pakt padel, zato ker niste podprli recimo celotnega pakta, ampak samo del? Seveda, jaz zagotovo sem bila, zaradi tega, ker sem točno vedela, kakšno je moje stališče in to, kar je bilo zdaj sprejeto, po moji oceni pač ni dobro, v celoti ni dobro. Ampak ni tako, mogoče ste vi od odzunaj gledali, jaz sem gledala bolj od notri. Zelo, zelo problematična sta bila prva 2 dosjeja, ki sta bila na meji tega, ali se sprejme ali ne. Tako da pakt je dejansko visel na nitki, šlo je za, bom rekla, hud političen dogovor. Zdaj verjamem, da najini poslušalci, poslušalke, gledalci bolj razumejo politiko, zato bom povedala, zakaj je bil ta pakt na koncu sprejet, da bodo razumeli, kako je to šlo. Namreč, vsi francoski poslanci, ne glede na politično skupino, so se vzdržali glasovanja. Naši kolegi iz Italije, ki pripadajo stranki Melonijeve, pa so glasovali za. To se pravi, če bi držal dogovor, da bi naši italijanski kolegi glasovali proti in se Francozi ne bi vzdržali, potem bi pakt padel. Ampak najbrž, jaz se strinjam z marsikatero potezo, ki jo naredi italijanska premijerka. Se veste, kaj so ji vse na začetku govorili, od malodane fašistke in tako naprej. Ona vodi kar zelo dobro politiko za Italijo in ima zelo, zelo sfokusirane odločitve, ki jih vodi eno vodilo. V Ameriki bi rekli ZDA first, tukaj pa pravi Italija first. In tudi to je razlog, da so oni podprli ta migrantski pakt, ker se zavedajo, da je Italija tista, ki je na udaru in da je Italija tista, ki bo potrebovala pomoč. Bi bilo torej bolje, recimo, da bi pakt padel, po vašem mnenju? Bi si želeli, da bi po moji oceni bi bilo bolje, da bi padel. Tisti, ki pač nastopajo populistično pred vsakim glasovanjem, so nastopali tudi tukaj in so strašili pravzaprav za neko floskulo, če zdaj tega ne sprejmemo, ne bomo nikoli, če vse bo razpadlo, vse bo slabo, nemogoče bo živeti naprej. Evropska stranka se je zelo trudila, za to, da se sprejme. Veliko pri nas je bilo takih, ki imajo interes, da se sprejme, pa vendar jaz mislim, da jutri je nov dan in vedno se je še izkazalo tako, da smo, če ena rešitev danes ni bila sprejeta, jutri našli novo in boljšo. To enako so govorili 5 let nazaj, 7 let nazaj, leta 2015 je bil ta prvi migrantski val, takrat so rekli, če ne bomo danes sprejeli tega, bo pa katastrofa. In to, kar je bilo sprejeto zdaj, je mnogo bolje, kar je bilo takrat. To se pravi, mogoče bi pa še naredili en poizkus popravka ali pa izboljšanja te celotne zakonodaje, da bi bili vsi bolj zadovoljni. Jaz verjamem to, da bi našli boljšo rešitev. Kako razumete prizadevanja vpisovanja pravice splava v evropske pogodbe? Tudi o tem je Evropski parlament nedavno odločal in se
zauzel za to? Katastrofa. Jaz sem bila tukaj pa še bolj v manjšini, bi rekla, ne. To je bila pobuda seveda zelo, bi rekla, politično nastrojena, skrbno izbrana tudi pred evropskimi volitvami in tako naprej. Leve strani, jasno, samo 163 poslancev od 705 je bilo proti, kar je zame popolna katastrofa, ne. In dajva reči tako, ne, to vprašanje vpisa pravice splava v evropske pogodbe absolutno presega vse, kar smo dogovorjeni na evropski ravni, namreč tega vprašanja na evropski ravni se ne ureja. Kajti tukaj velja pravica subsidiarnosti, to se pravi, vsaka država naj to področje uredi, kot sama misli, da je najbolj prav. Mi se tukaj, kot se v različnih politikah zelo razlikujemo med državami, na tem področju se pa sploh razlikujemo, a ne. To, kar je za nekatere popolnoma normalno, je za druge absolutno nesprejemljivo, ne. In siliti nekoga, ne, v to, da zdaj to postane evropska norma, je v nasprotju z vsemi načeli, ki jih imamo v Evropski uniji. To je čisti političen napad na desnico in kaj naj rečem, 163 nas je bilo proti, ne, in da jaz vsako stvar, ne, ki je ključna za to glasovanje, tudi migrantski pakt sem ga vse dosjeje sem prebrala od stavka do stavka. In tudi to glede vpisa splava. Veste, kaj noter piše? Noter piše med drugim tudi to, da lahko zanosijo ženske in druge osebe. In a si morate predstavljati, da so poslanci ali tako, ne vem, slepi, politično, ne vem, šalabajzerski, ali pa, jaz sploh ne vem, kako bi temu rekla, da lahko nekdo to podpre. Kajti, a ne, vedno se ti odločaš, ko glasuješ. Veste, ali sem za, kljub temu, da je ena stvar tam noter, ki mi ni všeč. Ker na koncu je vedno en kompromis in nikoli ti ni vse všeč. Ampak so stvari, ki tudi, če ti niso všeč, jih lahko nekako sprejmeš, ne. So pa stvari, ki jih absolutno, tudi če je vse ostalo dobro, ne moreš sprejeti. Ampak tukaj, v tem konkretnem primeru, je tudi vse ostalo slabo. To je zame nesprejemljiva stvar in konec. Izpostavil bom par dilem, recimo pred katerimi je Evropska unija, pa bi vas prosil za kratke odgovore, kako so vaše pozicije na tem področju. Več pristojnosti institucijam ali večja suverenost nacionalnih držav, v katero smer naj gre Evropa? Jaz sem absolutno tista, ki zagovarjam, da mora biti Evropska unija močna, vendar bo močna samo, če bo imela močne države. Sem nasprotnik federativne ureditve, a ne. Ne želim, da Evropska unija postane združene države Evropske unije. Sem zato, da urejamo skupaj področja, ki so nam skupna. Katere so ta področja? Recimo notranji trg. Eno izmed takih najbolj klasičnih, ki nam je prinesel ogromno prednosti, a ne. Ne vem, tudi na kakšnih drugih področjih bi se našli, a ne, to skupno varovanje zunanjih meja, a ne. Nekatere rešitve bodo boljše, če jih bomo uredili enotno na evropskem nivoju, ker bomo zaradi tega močnejši. Vendar ne želim, da zdaj rahljamo to mejo, ne, subsidiarnosti, kjer države zgubljajo svojo suverenost in na koncu nam bodo ali Bruselj ali kdorkoli ukazoval čisto na vseh področjih, kaj naj delamo. Ne. Skupna zunanja politika? Skupna zunanja politika, jo pa podpiram. Glejte, naša zunanja politika Evropske unije praktično jo ni, a ne. Če boste zdajle vprašali, kdo je naš visoki predstavnik za zunanjo politiko, mislim, da nobeden ne ve, a ne. Morda kakšni res politično zelo ozaveščeni bi to vedeli. Je tudi zelo neenotna, to se vidi tudi po odzivih, ne. Evropska unija da nek odziv, potem pa posamezni lideri, Macron je zelo tak, tudi
izstopa, ne, se kaže. Nemčija jasno bi želela svojo zunanjo politiko, Francija svojo, Španija svojo. Mislim, da bi nam koristili, če bi imeli en glas. Če bi imeli en glas, bi najbrž tudi v svetu nekaj več pomenili in ne bi Ursula von der Leyen, ko pride na uradni obisk, posedili na stolček takole zraven, druge voditelje pa v fotelje, tako kot smo mi dva zdajle. Kot je to počel Erdogan. Ne? Tako. Skupna obrambna politika oziroma skupna evropska vojska, da ne? Tudi, absolutno da. Tudi to je eno področje, kjer smo sami kot države razmeroma šibki. Dajmo pogledati samo Slovenijo. Kaj pa smo brez enotne politike? Jaz mislim, da je do tja še zelo daleč. Vendarle imamo tukaj NATO, ki nekaj pomeni, ki hvala Bogu, da smo člani in del NATO, ker drugače bi se nam težko pisalo, ampak kljub temu sem za to, da začnemo na ravni Evropske unije razmišljati tudi o tem, kako bomo se na nek način bolje tudi sami zaščitili. Ker lejte, pridejo politike, ki rečejo, ok, odvisni ste od NATO, zdaj pa vam bomo mi tole pomoč malce odtegnili, kaj bomo pa potem. Tako da mislim, da moramo biti pripravljeni. Ukrajina. Bi morala Evropa poslati svoje vojake na pomoč v boj v Ukrajino proti Rusiji? Mislim, kaj zdaj ugotavlja? Pravzaprav svojih vojakov kot takih. Nekaj jih vendarle imamo. Ne? Ja, nekaj jih imamo. Jaz mislim, da Evropi pomagamo zdaj, kolikor Ukrajini pomagamo v Evropski uniji, kolikor se najbolj da. Tukaj moram reči, sem sama nekoliko zadržana glede pošiljanja vojske, tja konkretno ljudi na bojna polja. Nisem prepričana, da mi je to všeč, absolutno mi ni. Mi pa tudi ni všeč, jaz to od vsega začetka izjemno podpiram in vse ukrepe, ki jih je sprejela Evropska unija, sem podprla tudi o večji finančni pomoči, vsem, kar smo Ukrajini nudili, da bi lahko pomagali. Sem pa kritična do politike Evropske unije v tem smislu, da je bila prepočasna. Mi smo sprejemali te ukrepe enega za drugim. Če bi vse te, ki veljajo danes, sprejeli v prvem mesecu napada Rusije na Ukrajino, jaz mislim, da bi bil njihov učinek absolutno 100-krat večji in da bi ji bolj pomagali. Tako smo pa sprejeli, mislim, da 12 ali 13 celo paketov ukrepov, raznih prepovedi poslovanja z ruskimi podjetji, uvoza iz Rusije in tako naprej. Ampak si morate misliti, šele v zadnjem paketu je bila prepoved uvoza diamantov. A mi lahko nekdo razloži, zakaj so diamanti prišli v zadnji paket, ne pa že v prvi? Zaradi tega najbrž, ker ima nekdo od tega neko korist, ker nekdo igra s figo v žepu. Ker se je tudi tukaj pokazalo, da so države članice sicer deklarativno zelo podpirale Ukrajino, vendar ko je bilo pa treba nekaj narediti, je pa ta pomoč umanjkala. Pa še enkrat omenjam Francijo. Kot veste, Macron je na začetku bil zelo velik nekaj na telefonu s Putinom in tako naprej, se je šel nekega posrednika, mediatorja in tako naprej, to mu ni uspelo. Potem se je počasi prestavil v drugo stran, podpiral Ukrajino, ampak gledajte, če pogledate, kakšna je bila dejansko finančna pomoč Francije Ukrajini, boste videli, da praktično niso dali nič. Tako da eno so besede, drugo so dejanja. Demografija, izpostavili ste jo že kot pomembno vprašanje. Kaj bi morala Evropa narediti na tem področju oziroma kako doseči ali višjo rodnost ali več priseljevanja, da bi popolnili ta demografski manko, ki se nam že pojavlja? Ja, demografija je eden izmed naših ključnih problemov v prihodnosti. Vendar ima na nek način smolo, ker je Evropa pada iz ene krize v drugo. Iz ekonomske krize, v migrantsko krizo, v covid krizo, v ukrajinsko krizo, v Izrael krizo, v ne vem kakšne še vse krize nas čakajo in mi sproti rešujemo, kar se rešiti da na tem področju. To se pravi, vse misli ali pa fokus je usmerjen v reševanje kratkoročnih kriz,
ker tega, kar se nam v ozadju dogaja, to pa je demografija, nekako mislimo, da še ni tako zelo nujno, ne? Ampak ravno demografija je tema, vsebina, ki jo ni mogoče spremeniti. A veste, davke, vi imate danes davčno stopnjo 20, pa si jutri spomnite, da boste imeli 25, pa je od jutra naprej drugače. Pri demografiji preteče ena generacija, da se stvari obrnejo, ne? Jaz bom po svojih močeh še vedno opozarjala, kot sem rekla, tudi v moji skupini moram reči, ko sprejemamo razne manifeste, position paperje in tako naprej. Poslušajte, pa bomo namenili en odstavek demografiji, to je vendarle za nas pomembno in potem ga seveda ne menimo, ker vsi se strinjajo, da je pomembno, sam nobeden ne misli na to. Jaz pa mislim na to, ja, potrebno je krepiti družinsko politiko, več bo treba politik na vseh področjih, a ne. Tudi ne nazadnje, kje bomo dobili kadre od odzunaj, a ne. Tudi s tem se je treba ukvarjati in se soočati, ampak seveda govorimo o legalnih migracijah, delovnih migracijah. Ampak sama stavim, da pa med vsem tem, bom rekla, miksom politik, ki ga tudi Evropska komisarka za demografijo izpostavlja, a ne, je zame najpomembnejši tisti del, ki se nanaša na spodbujanje družinskega življenja, a ne, ampak tukaj, glejte, lahko damo denar, a ne, lahko plačamo višje otroške dodatke, lahko damo večje porodniške, ampak to je samo en del ukrepov. Jaz mislim, da mi moramo obrniti razmišljanje v glavi in dokler ne bomo razumeli, da se demografski izziv rešuje v glavi, a ne, da ne bomo rekli, če pa je ena ženska, ima ena družina, no, 5 otrok, ne, pa to pomeni, da so malo nazadnjaški, a ne, pa da pošiljamo ženske nazaj za štedilnik, to absolutno ne drži, ampak takšno je razmišljanje. In ko bomo to spremenili, ne, jaz mislim, da imamo potem pa kakšne šanse, da popravimo tudi našo demografsko sliko, ki je katastrofalna. Čez 30 let, jaz se pač v tem ukvarjam tudi številkami, a ne, te številke so neizprosne, a veste, koliko, mi vemo, koliko ljudi bo čez 30 let, to, kar se jih je danes rodil, a ne, in pač tukaj nekdo bo umrl, nekdo ne bo, ampak tukaj imamo neke projekcije, kaj se bo zgodilo, ne, tako da nam je to popolnoma jasno. In te številke kažejo, da nas bo čez 30 let, pazite, v Evropski uniji, v Evropi samo še 4% celotnega svetovnega prebivalstva. In mi tukaj se obnašamo na nekaterih drugih področjih, tudi na področju zelenega prehoda, zelenih politik, kot da smo najpomembnejši, največji na tem svetu in da je od nas vse odvisno. Ni, ne. Tako da teh 4% si dajmo nekako v misli in jih imejmo skozi pred očmi, ne, ko se bomo pogovarjali tudi o vseh drugih politikah. Zeleni prehod omenjate, kakšen zeleni prehod je za vas dober, sprejemljiv? Kakšnega bi podprli oziroma kaj vas moti? Zeleni prehod je tudi en sklop enih pač zakonov na različnih področjih, a ne, od varovanja narave do tega, kako rečemo, zakona o obnovi narave, ki je bila čista katastrofa, ne, do tega, da se kmetom dobesedno ukazuje, kje smejo obdelovati zemljo, pa kje ne, kaj lahko, na kakšen način lahko kmetujejo in tako naprej. To se pravi cel sklop ukrepov, ampak ker ne moramo iti vsakega v detajle, ne, pač lahko generalno zeleni prehod po pameti. Ne, mi smo ves čas zahtevali, da se ob vsakem zakonu, ki se predloži hkrati tudi ocena učinkov na ljudi, na gospodarstvo, na kmetijstvo, a ne, a se vam ne zdi to najbolj normalno? Da če ti nekaj sprejmeš, ne, tudi poveš, lejte, to pa to pomenilo za naše gospodarstvo. Tega nikoli nismo dobili. Mi smo na pamet sprejemali nekih 55, kako je nastal 55, nobeden ne ve, eni so rekli 40, eni so rekli 60, pa smo se pa malo pogajali, pa je padlo lepa številka 55 vmes, to je zame čisto neodgovorno, a ne. Mi moramo vedeti, kakšen ukrep pomeni. To zame pomeni po pameti. In seveda moramo vedeti, da
dajmo spodbujati gospodarstvo, dajmo ga spodbujati, da vlaga več v inovacije, ki bodo takšne, da bodo pomenile manj škode okolju in tako naprej. Ampak ne naložiti gospodarstvu nekaj, zaradi katerega bo popolnoma nekonkurenčno v svetu, in bomo zadušili lastno gospodarstvo in pa se bomo spraševali, kako in kaj. Glejte, ta elektrika, super, tudi jaz jo podpiram, v redu, fajn, ampak ne z glavo skozi zid, ne najprej predpisati, koliko elektrike bomo imeli, koliko sončnih panelov bomo imeli, potem pa vprašati, prosite, kje bomo pa mi zdaj te surovine dobili, s katerimi bomo vse to naredili. In potem rečejo Kitajci, mi jih imamo. In jih vam po lepi ceni tudi prodamo. To se pravi, te nore politike ne podpiram, podpiram pa jasno čistejše okolje, podpiram napredek, podpiram inovacije. Energetska neodvisnost Evrope na kak način? Gremo v to smer. Imamo seveda različne vire. Vse te vire moramo izkoristiti, obnovljive vode, veter, nuklearke, vse to, da bomo prišli do svoje energetske neodvisnosti. Jaz mislim, da to lahko naredimo. Evropa je dovolj bogata z viri, da to lahko naredi. Še posebej pa znotraj tega Slovenija. Tudi Slovenija bi bila lahko v okviru tega energetsko samooskrbna, ampak kot vidim, gre do te stvari zelo počasi. Zdaj bomo imeli se še odločajo, a bomo sploh imeli referendum o jedrski ali ne bomo imeli referenduma, čas teče, izgovorov je veliko, izgovori so recimo, ne vemo, koliko bo to stalo, nimamo nobene ocene, ampak jaz potem rečem tukaj nazaj, glejte, a je Slovenija edina, ki bi gradila jedrsko, Saj obstajajo tudi države v svetu, ki to gradijo, pa ne bi njih vprašali, kako so se tega lotili. Tako da to so samo poceni izgovori, ki mislim, da trenutno odgovarjajo zelo vladi, kakršna je, na čelu z Robertom Golobom, ki, če rečemo tako malo populistično, navija za trgovce z energijo. In trgovci z energijo so vedno zadovoljni in veseli, kadar imajo oni oblast, in kadar lahko oni trgujejo. Če bi bili mi preveč samooskrbni, potem bi to zagotovo škodovalo njihovim dobičkom. Enotna kmetijska politika še deluje, je na kak način pomagati recimo evropskemu kmetu, ki je v zadnjih mesecih precej na ulicah? Enotna kmetijska politika šepa, ampak še deluje. To je bila ena izmed prvih teh velikih skupnih politik, ki je dajala res dobre rezultate. Nastala pa je takrat, ko smo se zavedali, pa smo na tiste čase očitno že pozabili, ko smo se zavedali, da v Evropi se lahko tudi zgodi, če ne bomo pametni, da nam bo hrane zmanjkalo in moramo nekaj narediti, da bomo samooskrbni s hrano. No, potem se je s časoma, z leti, se veste, v časih debelih krav, se potem pozabi, kaj je bil nekoč problem. In tukaj smo danes, spet tega kmeta privijamo. Kaj se meni zdi tukaj tudi pomembno, ob vsej tej kmetijski politiki, da našega slovenskega kmeta težko primerjamo z enim nizozemskim ali pa francoskim kmetom, ker po velikosti. Pri nas največja kmetija najbrž pomeni v francoskem merilu eno zelo majčkeno kmetijo. Zato je treba te politike sprejemati tudi na način, da se ima to v mislih, da niso vsi kmetje velikosti francoskega kmeta, da obstajajo tudi manjši, ne samo v Sloveniji, tudi v drugih državah in da pa bodva tako nazorna, izpolnjevanje obrazcev za francoskega kmeta, ki ima v ozadju svoj računovodski servis in celo službo, ki mu to počne, je najbrž drugačno kot za enega kmeta iz Slovenije. Gorske kmetije. Ja, seveda. In da tukaj je treba biti pazljiv. Še zadnje vprašanje, minimalna plača na evropski ravni dane? Jaz sem jo podprla. Mnogi so me zaradi tega tudi kritizirali, ker ne razumejo vsebine. Minimalna plača na evropski ravni da in točno tako, kot smo jo sprejeli.
ker je bila stvar kompromisa in mi nismo sprejeli neke višine minimalne plače, ki bi veljala za vse evropske države. Ker se seveda zavedamo, da je minimalna plača v Bolgariji, ne vem, 300 evrov, da je v Luksemburgu 2300 evrov, ne? In da tukaj so razlike. Kaj smo mi naredili je, da mora vsaka država sama na svoj način poskrbeti, da ima na nek način minimalno plačo določeno. In smo pustili odprta vrata za švedske kolege, ki so bili strogo proti, oni nimajo zakona o minimalni plači, imajo pa tako dobre socialne partnerje, sindikate in delodajalce, ki so se sposobni, drugače kot naši očitno, ne, sami zmeniti, kakšna bo ta minimalna plača. In tudi oni rečejo, mi bomo minimalno plačo uravnavali s kolektivnimi pogodbami in rečemo, ok, samo da jo boste. V Sloveniji imamo zakon, še marsikje drugje imajo zakon, višino pa določa, pač naj bi jo določal, ne, dialog med socialnimi partnerji. Žal je pri nas tako, da dialog med socialnimi partnerji v primeru minimalne plače pomeni dialog med vlado in sindikati, a ne. To je izkrivljen dialog, ne. Če bi pa enkrat prišlo do tega, da bi bil ta trialog, ne, zares ta prav, potem bi bilo pa to super. Kakšen bo fokus vaše kampanje v času do volitev? Kaj je glavni poudarek, ki ga želite? To, kar sem zdaj govorila. Jaz 5 let delam, spraševali so me, kaj točno bom zdaj počela v zadnjem letu, ne, že kakšno leto nazaj. Nič drugega kot tisto, kar že skozi počnem. Tako da poskušala bom ljudem povedati, če bom imela priložnost, kaj sem počela, kakšna so moja stališča, ne. To je bistveno, se mi zdi, da ljudje vedo, če bodo glasovali zame, kaj lahko od mene pričakujejo, ne. Zato kakšno glasovanje na področju migracij, na področju zelenega prehoda. To so tiste teme, ki bodo tudi v nadaljevanju nosilne, ne. In bi bilo prav, če so ta soočenja, ki sledijo, ne, da bodo tako vsebinska, da bodo ljudje vedeli, kdo kaj zagovarja in da bodo znali na osnovi tega tudi presoditi. Se še kdaj vidite v slovenski politiki? To pa ne vem. To pa ne vem. Moja politična pa tudi strokovna pot gre tako, da nikoli si nisem dajala cilja, čez 3 leta pa jaz želim biti to pa to, a ne. In si ga tudi zdaj ne dajem, se pa prilagodim vedno situaciji, tako da kar mi življenje nekako prinese, potem tam izberem, kam od tam naprej bo šla moja pot. Gospa Romana Tomc, najlepša hvala za ta pogovor. Spoštovani gledalci, vam pa želimo le vse dobro pri izbiri na evropskih volitvah. Lep pozdrav in nasvidenje.